dan, lepo pozdravljeni. Moje ime je Gašper in imam, tako kot najbrž vsi vi, tudi en problem. Doma imam psičko, Livo, lahko vidite na tej sliki. Ful imam rad, res pomembni nekaj največjega v mojem življenju. Zanjo bi naredil vse, me kot nek družinski član. In kaj se je pred kratkim zgodilo, ne? Jaz imam tudi enega prijatelja, on ima tudi psa, tudi ful rad. In kaj se je zgodilo, pa se je izgubil. On je bil ful žalosten. Tako da, ko sem jaz videl njegovo žalost, sem pa tudi jaz bil žalosten nekako, ne? In kaj sem naredil, prišel sem z ekipo mojo, smo prišli na idejo, kako bi to spremenili, ne? Torej, zasnovali smo, no ja, okej. Recimo, v današnjem času, kaj narediš, če se ti pa izgubi? Lahko daš plakate, da se ti je izgubil informacije, lahko tudi denarno nagrado, naprimer, ponudiš, ne? Ampak mi hočemo to spremeniti. Kaj smo se spomnili pasje vratnice 21. stoletja? In rekli boste, ja, ok, pasje vratnica in kaj je tako posebnega? Ta pasja vratnica, kot vidite, ima QR kodo. In kaj je to v bistvu QR koda, ne? Ja, ok. Veste, kaj to pomeni? Vaš pes se izgubi, nekdo ga najde, vidimo to QR kodo, vzame telefon, enostavno skenira in dobi vse podatke o lastniku. Vse, to spravi e-mail, ime in priimek, naslov. Vendar ta vratnica nisem zato posebna, ker bi imela samo to QR kodo. Ta vratnica bi imela poseben dizajn. Bila bi zgrajena iz lahkega materijala, ki bi bilo psu veliko bolj udobno, kot imate zdaj, mislim, kot jih poznamo danes, te vratnice. Evo, tukaj vidite še druge perspektive. Prišla pa bi v različnih barvah, da bi več potencialnih kupcev dobili. In ti, ko skeniraš to kodo, da bo vrglo na to stran. Evo, tukaj imate cel profil tega psa in pa tudi podatke, koliko potem kontaktiraš. In tisti, ki najde psa, vidi sem to stran. In tudi on pride na to stran, to vidi in potem pokliče lastnika, da kontaktira. Če sem pa jaz lastnik njegov, se lahko pa še logiram, kot vidite gor, moram username in password, in tle imamo v bistvu nek Facebook profil za psa. Tukaj zdaj vidite samo neko čisto osnovo. Če bom recimo kliknil na Fotos, bo tak kronološki pregled celega mojega dogajanja, oziroma pasjega dogajanja, naprimer od najmlajših let pa do največjih. Od tistega prvega koraka, ki ga je naredil psa, pa do zdaj, do danes. Recimo, če bom hotel klikati na to fotografijo se mi bo povečala, naprimer, to fotografijo se mi bo povečala. Potem bi mu še eno stvar reminders. Pri meni je tudi ta problem, da jaz sam morate dati na vsake časa cepet in mu dajati raztopino proti klopu. In kaj je problem? Jaz zmeri pozabim, ful pozabim. Mogel bi dati sistematično na vsak mesec, ampak jaz sem pač pozabljiv in dam enkrat na 3 mesece, enkrat na 1 mesec, enkrat čisto pozabim. Tako da tu bi bil pa nekakšen opomnik, ki bi te opominjal, daj moraš psa peljati cepet, daj mu moraš dati neko zdravilo. No in pa še profil, da bi lahko urejal, naprimer spremenil telefonsko številko, pa dopolnjeval. Zdaj, tu bi to kupoval, ne? Mi smo gledali na internet, smo gotovili da je na svetu okoli 300 milijonov psov. Ampak ne kakršnih koliko psov, ampak psov, ki imajo lastnika. Torej, pa so pa na drugi strani so pa tisti še puški psi, ampak v tem primeru nas pač ne zanimajo, ker nimajo lastnika. Tu je pa slabo se videti. Zelo zanimivo je to, kar smo najdli, da je v bistvu povprečen človek, naprimer pred 10 leti, za svojega psa, ne vem, na 1 mesec porabil sem 5 evrov. Ampak kaj se pa zdaj dogaja? V teh 10 letih se je to zvišalo. Torej danes pa ne vem, na mesec porabimo 50 evrov, recimo za psa, ker ga imamo rad.
Torej, včasih smo porabili 5 evrov na mesec za psa, zdaj 50. Hvala lepa, Gašper. 5 minut je mimo, pravila so pravila, zdaj pa prosim komisijo, če bom postavil vprašanje. Zdaj, če to bi se zahvalil moji ekipi, ker sta bila fajna, vam pomagajo. Hvala. Zdaj pa ja, vaš.